Lep pozdrav! Danes bomo namenili malo več časa našim otrokom. In sicer bom predstavila nekaj zelišč, ki so primerna za otroke. Najbolj pogosto vprašanje, ki jih slišim od svojih staršev, od njihovih staršev, babic, kaj otroku dati, da bomo pač nekako okrepili njegov imunski sistem. Zdaj, kar se tiče imunskega sistema otroka, nekako čisto normalno je, da pač otroci, ko odraščajo, sploh ti mlajši otroci, zelo velikokrat zbolijo. In lahko rečem tudi po lastnih izkušnjah, enkrat na mesec bo čez zimo ziher bolan. Nekako v povprečju, kot tudi pediatri opažajo, zbolijo v prvih letih kar 8, skoraj 10-krat na leto. Medtem ko potem nekje pri 5-6 letih se začne to umirjati in nekako zbolijo tam nekje s temi prehladnimi, temi viroznimi obolenji, nekje 4-krat, 5-krat, kasneje se pa potem to res omejuje, nekje mogoče na 1 do 2-krat na leto. Torej, najpogosteje zbolevajo torej ti mlajši otroci, kar kmalu že po parih mesecih, pa tam nekje največ težav opažamo do 4. leta. Zdaj, starši bi zelo veliko, najpogosteje radi posegali po ameriškem slamniku, ker pač to tudi velja kot najboljše zelišče za krepitev imunskega sistema, ampak to nekako velja bolj za, bom rekla, že za večje otroke, mladostnike in pa seveda odrasle. Ameriškega slamnika nekje ne priporočajo do 8. leta starosti, predvsem zato, ker se takrat otrokov imunski sistem razvija in je najboljše, da se razvija sam, ne pa da ga mi stimuliramo z takimi močnimi zelišči. Ker potem nekako nič druga ne počnemo, kot samo, bom rekla, se ta virozna oziroma prehladna obolenja nekako tisto število na leto ne zmanjšuje, ampak ostaja isto in imamo vedno iste težave. Zato je boljše, da ameriški slamnik pri manjših otrocih ne uporabljamo. Nekako kot najboljša preventiva se pa uporablja, je pa najboljše, da posežete po čisto preprostem šipku. Šipek zdaj lahko uporabljate, da je v zdrobljenem stanju, torej da ga naberete, posušite in potem pač lahko zdrobite, očistite tiste mucike, če vas motijo. Tiste mucike drugače nimajo nobenega vpliva na samo delovanje šipkovega čaja, bolj so estetskega videza, pa če bi res nekako kdo imel težave s sluznico, tiste mogoče želodčno sluznico rade dražijo tiste mucike. Drugače pa šipek je zelo bogat z vitaminom C, ima še druge aminokisline in bom rekla, je za male otroke najbolj odgovoren za krepitev njihovega imunskega sistema. Zato, če starši nekako želite, najboljše je, da za preprečevanje viroznih obolenj uporabljate šipek. Sicer lahko ga uporabljate za vsakodnevno uživanje, ampak ga pač nekako prilagodite otrokom. Bom rekla, skuhate šipkov čaj, pripravite v bistvu doziranje za odraslega in pa potem tisti čaj razredčite z vodo. In ga potem lahko uživajo tudi otroci. Če pa že nekako prihaja do teh prehladnih viroznih obolenj, sploh kar se tiče, najpogosteje opažamo tale kašelj in pa seveda nabiranje sluzi v pljučih, potem je pa najboljše, da posežete mogoče po kakšnem bezgu. Je zelo primeren za otroke nekje od 1. leta starosti dalje. Če opažate kašelj, da se kaže kot moker kašelj, temu rečemo produktiven kašelj, potem je najboljše, da posežete po zeliščih, ki nekako pospešujejo tole tvorbo še več sluzi. S tem seveda mi izzovemo še več kašlja, ampak ta sluz se bo potem tudi izločila. In v takih primerih mi najpogosteje posežemo po na primer koreninah jegliča,
po koreninah sleza, slezenovca, potem zelo dober za odstranjevanje sluzi iz telesa je ožepek, izop. In to so vsa nekako zelišča, ki so primerna že od 1. leta starosti dalje. Uporabljamo jih pač tako dolgo, dokler se stanje ne izboljša. Ampak nekako ne več kot 3 tedne. Če pa imamo mi, oziroma otroci, kašelj, ki je suh kašelj, temu pa rečemo neproduktiven kašelj, pa nekako želimo zdaj te simptome suhega držečega kašlja ublažiti, hkrati pa, da se bo nekako začela ustvarjati neka sluz v telesu, da bomo mi lahko to izkašljali. In takrat ponavadi potem posežemo po kakšnem lučniku, tega imamo tule, to je tale, tako rumeno cveti, rečem papeževa sveča, če boste iskali mogoče tudi kaj po spletu, kako izgleda. Lučnik oziroma papeževa sveča, potem imamo trpotec, zelo dobro umirja kašelj, materina dušica in pa timijan. No, ta dva, materina dušica in pa timijan, imata pa seveda, hvala Bogu, to specifiko, da nekako delujeta oboje stransko in ga lahko uporabimo pri produktivnem kašlju in pri neproduktivnem, torej pri suhem in pri mokrem. Materina dušica, še zdaj sem jo videla, da cveti. Torej, materino dušico najpogosteje uporabimo kot čaj, lahko pa iz nje tudi pripravimo sirup, podobno kot timijanov sirup za lajšanje kašlja. To je nekako to. V glavnem zelišča, ki so nekako primerna še za otroke, seveda sta tudi janež, ožepek, kakšna kumina. To so zelišča, ki blažijo tudi kašlje, predvsem pa gre se za to, da pomagajo tudi pri krepitvi imunskega sistema, saj delujejo na želodec in pa črevesje. In pomagajo pri raznih vnetjih. Zelo pogosto se posega tudi po kamilici, ampak bom rekla tako, kamilica rada pri dolgotrajnem uživanju kamilice, ona rada povzroča kakšno nervozo. Torej, jo uporabljamo res mogoče en teden, pa spet naredimo prekinitev, pa spet mogoče kakšen teden na takšen način. Torej, nekako najbolj varna zelišča za otroke, sem rekla, kot šipek, bezeg, melisa, materina dušica, timijan, janež, komarček, za krepitev imunskega sistema pa res šipek. Do 8. leta, potem pa že lahko nekje uporabljamo tudi ameriški slamnik. To je nekako to. Jaz vam želim pri otrocih čim več zdravja, čim bolj prespanih noči. Je pa res, da pač nekako to moramo dati skozi, da se pač okrepi njihov imunski sistem. S tem bojo potem tudi lažje, bom rekla, prebrodili vse te virusne obolenja, ko bojo malo starejši. Pa lep pozdrav!